Zato, ker tudi ti, če si recimo dober programer, ne, ti to ne bo dosti pomagalo, če ne znaš še komunicirati svojih idej. Če ne znaš se spogajati za boljšo plačo, če ne znaš predstaviti, kaj sploh počneš vodstvu, da te bo to potem sploh cenili, ne, tvoje delo. To so neke ključne stvari, ne, tako da moraš nekako združevati ta tehnična znanja na nekem svojem ozkem področju in pa tudi ta poslovna znanja, ki ti pa dajo neko širino in neko bistveno večjo možnost, da boš ti zaslužil bistveno več denarja. Tako da, če pogledam recimo na začetek moje kariere, tudi sam nisem zaslužil dosti. Jaz prvih 5 let v podjetništvu ni bilo nič, ne? Da smo se preživljali tako z dneva v dan, ne? Potem so prišli zelo lepi dobički, ne? Ampak 5 let sem jaz mogel vlagati, ne, v ta biznis, v znanje, bral knjige, predvsem sem bral knjige, ker denarja za neke seminarje in za neke druge stvari nisem takrat imel, ne? Ampak sem dal skozi nekaj 100 knjig, ne? Poslovnih v teh prvih letih, ne? Zato, da sem potem pridobil ta znanja in da sem lahko potem nadgrajeval te moje sposobnosti in da bi je to potem prineslo višje dohodke, ne?